Gospod Stevanovič, vi ste Golobovo vabilo na kosilo takoj zavrnili, ste pa nameravali poslati predstavnika vaše stranke, potem pa ste si premislili. Zakaj? Jaz sem že takoj povedal gospodu Grahu, sekretarju Svobode, ko nas je poklical, da se tega vabila ne bom udeležil oziroma tega kosila ne bom udeležil in sem vabilo zavrnil. Prav tako sem mu tudi povedal, da lahko pride eventualno kdo od nas, ampak smo se potem skupaj odločili, da pač temu ne bo tako in da se tega vabila ne bomo udeležili. In tudi jasno povedali, da zastonj kosila ni. In mi je všeč, da gospod Prebelic zdaj citira naše izjave. Glejte, dejstvo je, kakor vidimo, da nas poskušajo uvrstiti pač v določene okvirje stare politike in mi seveda na to ne pristajamo. Zdaj, kot vidimo, ta nazivno desni in nazivno levi pol so si enotni samo v dveh zadevah. Kdo bo obvladoval več funkcij in več denarja in ne znajo se zmeniti, kam sodi resnica. Se pravi, medtem ko nas nazivno levi pol poriva v skrajno desnico, zdaj nazivno desni pol poriva v skrajno levico. Mi nismo pač ne eno, ne drugo, ampak te etikete kažejo, da smo na pravi poti. Ta Golobov manever v bistvu mi smatramo samo kot poskus stabilizacije lastnega volilnega telesa. On dejansko želi samo prikazati javnosti, da je to vse isto in da raje glasujejo zanj, da ne bi zmagal tisti drugi. Ampak ravno ta ideja oziroma da celo delovanje temelji samo na tej ideji volite mene, da ne zmaga tisti drugi, se je v preteklosti izkazalo kot neuspešno. Mi smo ogromnokrat pozvali gospoda Goloba k določenim dejanjem. Enkrat smo se sestali z njim na začetku mandata, kjer je zlorabil našo zaupanje, ko nas je izigral z obljubo, da bomo lahko javno razpravljali glede novele zakona o nalezljivih boleznih. Večkrat smo ga pozvali, naj ne pošilja denarja v Ukrajino, ampak ga raje napolni z njim pokojninski sklad in poveča pokojnine. Obenem naj poceni dobrine in pa energente s tem, ko bo znižal davke in pa trošarine. Dobro, gospod Stevanovič. Sem nikoli se pač ni odzval, ampak je vedno samo ignoriral in ni razloga, da se zdaj 2 meseca pred volitvami pa z njim dobivamo in poslušamo prazne obljube in floskule. Gospod Erjavec, zakaj vi menite, da niste dobili vabila na jutrišnji sestanek oziroma kosilo? Tudi zato, kot ste dejali, ker bi skazili idilo po tem skupnem kosilu. Zakaj? Ja, jaz nisem presenečen, da nisem dobil tega vabila. Glede na to, da je treba vedeti, naša stranka Zaupanje je nastala predvsem iz razloga, ker Golob ni upravičil zaupanja. Veliko volivcev, ki so ga volili, so danes nezadovoljni. In kot izkušen politik s kilometrino tudi ves čas opozarjam na napake vlade. Naprimer, tipična takoj na začetku je bila, da je kar obljubil 600 evrov višje plače sodnikom, ne da bi upošteval, da zakonodaja tega ne omogoča. Govoril je o tem, da bo spoštoval nadzorne institucije. Pa vidimo, kaj se dogaja s KPK-jem, kaj se dogaja z računskim sodiščem, celo so jim zmanjšali sredstva, da ne govorimo o pritiskih, ki jih je izvajal na notranje ministrstvo in tako dalje. Povejte mi, kako pa sicer gledate na to pobudo predsednika vlade Roberta Goloba za sestanek na levi sredini? Se tukaj strinjate z gospodom Stevanovičem oziroma kako gledate na sam krog povabljencev? No, najprej bi rekel, da Golob si želi predstaviti kot big bossa levega pola. Vemo, da je gospod Prebelič začel to inicijativo in da ni bilo nobenega odziva. Po drugi strani pa vidim, da imajo že znotraj koalicije hude težave. Vidimo, kaj se dogaja z Levico, tudi ankete so pokazale, da ne pridejo v parlament. To je spor med Kordišem in pa vodstvom Levice. Potem zadnji dogodek, ta prestop vodje poslanske skupine stranke Levice, to ne bo stalo brez ran in brez zamer. Potem vidimo Pirate, za katere niti ne razumem, zakaj jih je povabil gospod Golob, glede na to, da glavni del programa Piratov je pravzaprav napad na Zorana Jankovića, očitajo mu korupcijo na vseh nivojih. Vemo pa, da Golob in gospod Janković sta pa največja zaveznika. Tako da mislim, da levi pol je v zelo hudih težavah, ne glede na to, kaj kažejo ankete, in mislim, da bo na dan volitev, ko bodo znani
rezultati, zelo veliko tudi presenečen. In eno od presenečenj bo siguren Karel Erjavec. Gospod Stevanovič, menite, da vas je predsednik vlade Robert Golob povabil na kosilo tudi zato, ker imate, kot pravite, zapisano, da po volitvah ne boste sodelovali z Janezom Janšo in vas ima zato Golob na nek način za naravnega zaveznika, ne glede na to, da Golob meni, da vrnitev Janše na oblast ni dobra? Jaz dopuščam to možnost, seveda, ampak nikakor pa ne pristajam na to igro, da sta na volitvah samo dve izbiri, Golob pa Janša. Obstaja na še kar nekaj. In ravno to je problem slovenske politike, ne? Ker vedno prizarja, da obstajata samo dve strani, zato da bi uspavali volilno telo, da bi rekli, pač samo ta dva sta pač zmagovalca, brez veze hote voliti, ker je že vnaprej vse odločen. Ni. Obstaja tudi možnost tretjega bloka, obstaja možnost popolnoma drugačnega razpleta in zato tudi ne morem odgovoriti, s kom bi se nadalje povezoval, razen s tem, kar se pač ne bom. Glede na to, da niti ne vem, kakšno bo vreme marca in kako bom takrat oblečen. Počakajmo rezultate volitev, pa bomo videli, kako se bojo stvari odvile. Gospod Erjavec, kaj mislite, da lahko sploh v bistvu te stranke, ki se bodo jutri, oziroma prvaki teh strank, ki bodo jutri na kosilu, lahko dogovorijo? Morda za kakšno skupno sodelovanje, še za kakšno skupno listo, morda za pakt o nenapadanju, lahko morda pride do povezovanja z Prebiličevega preroda z SD-jem, ki je na začetku propadlo. Kaj vi mislite, kakšen je lahko izplen tega sestanka? No, izplen bo, da se bo pokazalo, da je gospod Golob šef vseh teh strank. In jaz mislim, da bo usoda teh strank različna. Ene stranke bo enostavno kanibaliziral, naprimer Pirate, to smo videli pri SAB-u, pri listi Marjana Šarca. Mislim, da se bojo tudi dogovorili o nenapadanju, vendar po mojih izkušnjah, pač sem bil pogostokrat na teh državnozborskih volitvah, zmeraj smo se dogovorili o nenapadanju, ampak na koncu so bile vedno največja trenja znotraj bloka. Vemo, trenja med SDS-om pa Novo Slovenijo in pa trenja med vodilno stranko, včasih je to bila Pozitivna Slovenija ali pa stranka Mira Cerarja z SD-jem in mislim, da se bo ta zgodba ponovila. Tako da ocenjujem, da bodo te volitve zelo negotove in bližje, ko bo 22. marec, več bo teh napetosti, več bo teh umazanih iger že v času mandata te vlade. Poglejte, vemo, da Svoboda, ko je imela težave, je umetno napihovala določene afere proti SD-ju, potencirala recimo problem nabave sodne stavbe na Litijski, Spirit, kjer je bilo delitev sredstev za prijatelje, medtem ko SD pa zelo težko napadal Svobodo, ker vemo, da obvladuje ta trenutek medijski prostor. Ne rečem za Pop TV, ampak marsikateri medij pa je pod pritiskom največje, najmočnejše stranke v tem trenutku Svobode. Gospod Stevanovič, ali se ne bojite, da bi morebitno poenotenje na levici, recimo pakt o nenapadanju, še kakšna skupna lista na volitvah lahko grozilo vstop resnice v parlament? Absolutno ne. Njihov doseg je popolnoma jasen, pač točno se ve na podlagi polpretekle zgodovine nekih ideologij in lažnih delitev, koga nagovarjajo. Predvsej velik je pa tisti bazen neopredeljenih, tisti bazen ljudi, ki si želijo novo politiko, politiko prihodnosti, kot sem že večkrat dejal, politiko transparentnosti, politiko antikorupcije in politiko povezovanja. To je pa ta politika, ki jo mi prinašamo in več kot očitno je, da si jo ljudje želijo. In to mislim, da je predvsem tudi razlog, zakaj nas je Golob povabil, zato ker nam dobro kaže. To je enostaven rezultat in zdaj se trese in levi in desni pot in pravzaprav ne vejo več, kaj z nami. Mi vemo, ljudje vejo in dokazali se bom. Bomo videli torej, kaj bodo prinesle volitve. Gospod Erjavec, pravite, da bo napeto in nepredvidljivo. Na vsak način. Moram pa reči, da je zanimivo, da ni bila nobena stranka, ki izrazito podpira upokojence. Nobene stranke ni povabljena, kar se tiče te problematike, ki je pa zelo pereča. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta.